30. seja mestnega sveta mestne občine Kranj je minila včeraj. V bistvu po dolgem času smo jo izvedli nadaljavo, glede na to, da je bilo kar nekaj članov mestnega sveta v karanteni oziroma bolanih, in odločitev v torek je padla glede, potem ko smo vse poklicali, da je večina za to, da to sejo izvedemo nadaljavo. Res, da je bilo seveda dve najbolj pomembni točki, in sicer sprejem proračuna, drugo branje, ampak glede na prvo branje, ko je bil zelo dobro sprejet strani vseh, smo še nekaj dopolnili in dejansko ni bilo za pričakovati kakšne večje razprave, in to je dejansko tudi na koncu bilo. Proračun, če tako lahko povzamem, za 2 leti je težak skoraj 170 milijonov oziroma 169 milijonov, v prvem letu dobrih 88 milijonov, v letu 2023 pa dobrih 80 milijonov. Predvideva se v 2 letih 140 milijonov prihodkov, davčnih, nedavčnih iz povprečnine, za prvo leto 72 dobrih, za potem leto 23 dobrih 68 milijonov. Potem, kaj lahko rečem, zadolževanje, ki je predvideno vsako leto po 12 milijonov, tako da je to nekako rezultat, ki ga imamo. Investicij, veste, da je tudi precej, prvo leto 37 milijonov, drugo leto 28 milijonov, tako da dejansko je zelo razvojno naravnan. To, kar se tiče samega proračuna, potem smo imeli kar nekaj zanimivih točk, in sicer eno je bilo seveda spremembo odloka o NUSZ-ju, o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Novost je to, da bo sedaj tudi Ministrstvo za obrambo plačevalo NUSZ. Veste, da tega do zdaj ni bilo. V Kranju se nahaja ena vojašnica in to je seveda dobrodošlo tudi za občinski proračun. Vlada je to sprejela letos, tako da bomo lahko že za prihodnje leto vojašnici oziroma Ministrstvo za obrambo zaračunali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Poleg tega pa povečujemo tudi NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča. Kaj nas je peljalo v to, praksa nekaterih občin po Sloveniji, dejstvo pa je, da se zelo špekulira s temi zemljišči, cene nenormalno rastejo in dejansko lastniki čakajo še na boljše čase, na boljše cene, in s tem se seveda cene dvigujejo. Zato smo se odločili, tako kot po nekaterih občinah v Sloveniji, da ta NUSZ dvignemo za 100%. Dvigne se tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana stavbna zemljišča, in sicer za samo 1%, da uskladimo z povprečjem, slovenskim povprečjem. Naslednja zadeva, ki je, malo moram še pogledati, gre za soglasje za spreminjanje mej parcel. Ja, tukaj smo sprejeli tudi odlok, ki je bilo že prej obravnavano, in dejansko smo tudi tukaj zaznali kar veliko špekulacij oziroma malverzacij, da so se meje spreminjale nesorazmerno oziroma zato, da so se plačevala manjša nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Potem je prihajalo kar do velikih problemov, ko dejansko kupci hiš niso dobili uporabnega dovoljenja. No, zdaj smo določili območja, kjer bo potrebno dobiti strani občine soglasje za spremembo mej, ravno zato, da se izognemo tem špekulacijam. Naslednja zadeva, od ostalih odlokov smo sprejeli v drugem branju, to se pravi odlok o občinskih cestah. Gre za to, da se je zakon od zadnjega našega odloka 3-krat spremenil in gre večinoma za uskladitev tega odloka z temi 3 spremembami zakona, in pa se spremenili smo odlok o
ustanovitvi lokalne energetske agencije Gorenjske, LEAK, dejansko samo to, da se zmanjša število članov v LEAG-u za enega, ne vpliva pa, ni nobenega vpliva, kar se tiče mestne občine Kranj. Glede na veliko potrebo potem po prostih mestih za prvo starostno obdobje otrok smo sprejeli sklep, da se poiščejo koncesije za predšolsko vzgojo otrok. Vemo, da bo v prihodnjih letih tukaj zelo velika potreba, kljub temu, da bomo dobili nov vrtec v Bitnjah, obnova Sončka, tudi dodatno dozidava v podružnični šoli Kokrica. To ne bo zadoščalo, zato bo treba te kapacitete zapolniti z koncesionarji. No, tudi to smo sprejeli, da gremo lahko v razpis. Zelo pomembno je naslednja točka, in sicer želimo postati občina po meri invalidov, zato moramo sprejeti še dodatne ukrepe. Vemo, da na mestni občini Kranj deluje komisija za invalide, v kateri so združeni vsi predstavniki vseh invalidskih organizacij, poleg tega pa tudi nekaj zunanjih strokovnjakov. No, in moram priznati, da v Kranju smo v zadnjih 3 letih res veliko naredili na tem področju, to nam tudi priznavajo predstavniki invalidskih organizacij. Sprejet je bil letni program športa za leto 2022. Tukaj namenjamo 650 tisoč evrov več za ta program. Od tega gre za Zavod za šport dobre 2,3 milijone, potem za javne razpise, to se pravi za delovanje športnih programov za občinske panožne šole, za razne prireditve je slabih 800 tisoč, za štipendije 35 tisoč, 1 milijon gre pa za športno infrastrukturo. V cilju tem letnem programu športa je tudi končno ureditev te hiše Triglav in pa regijskega centra za več športnih panog. Potem direktor Zavoda za turizem, gospod Klemen Malovrh, nam je predstavil tudi akcijski načrt zelene sheme slovenskega turizma. Tukaj je seveda dolžnost, da obdržimo zlati znak za mesta Kranja za zeleno destinacijo. Seveda je pa cilj, da sledimo navodilom, da pridemo do platinastega znaka, ki ga, kot vemo, ima v Sloveniji samo občina Bohinj. No in pa zadnja točka je bila pa predstavitev pobratenja z kitajskim mestom Džandžaku. Kitajska delegacija nas je v letu 2019 tukaj obiskala dejansko. Ideja je nastala glede na to, da je Kranj mesto športa in to mesto Džandžaku je tudi prireditelj olimpijskih iger leta 2022, to se pravi prihodnje leto. In na osnovi tega so pač želeli, da s Kranjem podpišemo vsi skupaj listino o pobratenju. Listina bo potekala, oziroma podpis listine bo potekal nadaljavo, tako da boste o tem tudi pravočasno obveščeni.